EU prepoveduje kriptokovance in račune, ki zagotavljajo anonimnost. V drugih novicah pa tudi neobanka Bank vstopa v svet kriptovalut, trg tokeniziranih resničnih sredstev dosegel rekord in Netflix pripravlja serijo o padcu FTX. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Evropska unija bo do leta 2027 uvedla stroga pravila proti pranju denarja, ki bodo prepovedala anonimne kriptoračune in zasebnostne kovance, kot sta Monero in Zcash. Cilj je preprečiti skrivanje transakcij in povečati nadzor nad kriptostoritvami. Novi zakon bo veljal za banke, finančne institucije in vse ponudnike kriptostoritev, ki bodo morali izvajati preverjanje identitete uporabnikov. Uporaba kriptovalut za anonimne transakcije bo močno omejena, prav tako bo nadzor nad večjimi ponudniki v EU še strožji. Zagotovo bi pri tem znal pomagati tudi CBDC. Bank, druga največja spletna banka v Evropi, je začela ponujati nakup kriptovalut prek svoje aplikacije. Uporabniki na Nizozemskem, v Franciji, Španiji, Italiji, Belgiji in na Irskem lahko zdaj vlagajo v več kot 300 kriptovalut, vključno z Bitcoinom in Etherom. Raziskave kažejo, da si večina Evropejcev želi eno aplikacijo za upravljanje bančnih storitev, varčevanja in kriptovalut, zato bank sledi temu trendu. No, pa smo dobili eno banko, ki je uslišala prošnje. So ti všeč novice do zdaj? Potem pritisni všeček, komentiraj spodaj, deli ta video s prijatelji in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš tudi drugih videov. Vrednost tokeniziranih resničnih sredstev, kot so državni dolgovi in nepremičnine, je presegla 22 milijard dolarjev, največ doslej. V zadnjem mesecu je trg zrasel za več kot 10%. Velike institucije, kot sta BlackRock in Multibank, uvajajo nove projekte, kjer klasične finančne instrumente pretvarjajo v digitalne žetone. Razlog za rast so bolj jasna pravila, večja uporaba tehnologije in zanimanje velikih vlagateljev. RVA zadnje čase res kar preseneča. Netflix snema serijo o propadlem kriptopodjetju FTX in njegovih glavnih akterjih, Samu Bankman-Friedu in Caroline Ellison. V pogovorih za glavno vlogo je Julia Gardner, znana iz serije Ozark, ki naj bi igrala Ellison. Serija bo imela 8 delov in bo prikazala osebno in poslovno zgodbo vodilnih pri FTX. Poleg Netflixa pripravljajo podobne projekte tudi Amazon, Apple in Vice, saj je zgodba enega največjih škandalov v kriptosvetu pritegnila veliko zanimanja. Boste gledali? Povejte nam, komentirajte spodaj. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.